Če imaš krompir, imaš srečo. In danes imaš srečo tudi ti. Se ti pokažem, kaj lahko narediš, če ti v doma v shrambi ostane malo krompirja. Zdaj grem iskat pa še ostale sestavine. Grenadier marš je tradicionalna zasavska jed. Nujno mora vsebovati krompir in testenine. Zato je idealna izbira za takrat, ko imamo bolj malo sestavin pri roki. Danes bom pripravil grenadier marš v bolj sodobni obliki. Najprej pripravimo testo za testenine, ki so glavna sestavina te jedi. To testo je osnova za vse vrste testenin, naj si bo valjene ali pa polnjene. V skledi najprej zamešamo jajca in moko, ko zmes postane grudičasta, jo začnemo gnetiti. Če so jajca manjša, je običajno še treba dodati malo tekočine, lahko malo olja, malo vode. Testo mora biti zelo elastično, da bomo lahko z njega oblikovali raviole. Presuho testo ni primerno za raviole. Ker je testo malo suho, bom dodal 1-2 žlici olivnega olja. Ko testo zagnetemo, ga damo počivati. In sicer tako, da ga zavijemo v folijo, še prej ga pa na tanko namažemo z oljem. Drugi korak pri pripravi testenin je nadev. Krompir operemo, ga skuhamo do mehkega, olupimo in še vroč ga pretlačimo. Mu dodamo na kocke zrezano čebulo in slanino, ki smo jih seveda prepražili, sesekljan peteršilj, maslo in pa kislo smetano, da dobimo bogat, kremen nadev. Ko so vse sestavine dobro premešane, je nadev pripravljen. Počakamo, da se ohladi in gremo pripravljati raviole. Nadev damo v dresirno vrečko, zato da potem lažje in bolj natančno doziramo količino nadeva za raviole. Testo smo po pol ure vzeli iz hladilnika, ga odrezali rezino stran, pomokali in razvaljali. Najboljše, če za to uporabite strojček za valjene testenine. Ko je testo razvaljeno, izrežemo kroge oziroma lahko naredite svojo obliko. Zdaj, ko smo izrezali kroge, damo na sredino nadev. Pazimo, da ga ni preveč. Vseh enako. Zdaj pa oblikujemo raviole oziroma iz raviolov lahko gremo v torteline. Se pravi, do polovice ga premažemo z vodo, lahko z jajcem, prepognemo na pol in lahko s tem zaključimo. Ampak, ker hočemo malo boljši in več, bomo prepognali še na pol in dobili en super lep tortelin. Razlika med raviolom in tortelinom v tem, da je tortelin zavit raviol. Zakaj pa to počnemo? Ker so tukaj super prostorčki, da se noter zajame omaka in s tem testenina še boljša in bolj sočna. Tako pripravljene torteline kuhamo v slanem kropu 4 do 5 minut, odvisno od velikosti. Ko so kuhani, prihranimo malo vode od kuhanja in jo zmešamo z maslom v razmerju 1:1 in v tej mešanici glaziramo torteline, da dobijo tako sijočo glazuro. Serviramo z ocvrto šalotko, ki da hrustljavo teksturo, pa kakšno veco peteršilja. To je to.